Razstava Narava osebno v Galeriji mesta Ptuj predstavlja različne avtorje in različne likovne izraze, ki se vsi seveda navezujejo na upodabljanje narave in vtise iz nje. Za to razstavo sem se odločila, saj v vseh teh letih v Galeriji mesta Ptuj pravzaprav še ni bilo razstave na to tematiko. In se mi zdi sploh v zadnjem času, ko smo res že krepko zakorakali v dobo antropocena, da se moramo sploh v umetnosti naslavljati tudi na to okoljsko problematiko. In zato sem izbrala te avtorje, ki jih bomo spoznali tekom razstave, saj vsak od njih na nek subtilen način pravzaprav tudi sporoča to problematiko. Torej, razstava sama predstavi 8 slovenskih umetnikov, ter so različni mediji predstavljeni. Saj imamo od fotografije do slik, kiparske postavitve, video inštalacij in tudi prostorske postavitve v prostoru, tako da je res različen spekter teh likovnih izrazov predstavljenih na sami razstavi. Sprva sem želela prikazati razstavo, kjer bi večina umetniških del bilo narejenih iz naravnega materiala, vendar nekako se ni posrečilo, saj vseeno imamo premalo avtorjev, ki bi posebej s tem delovali. Ampak smo naredili nek lep koncept te razstave in tudi izvedbo, ki res nekako prikazuje to občutenje narave, kako jo lahko doživljamo, kako jo ti različni avtorji doživljajo in da se nekako skozi to razstavo tudi zavemo, kje smo v tem trenutku v naši družbi in da preprosto zanemarjamo naravo v prid kapitala, v prid potrošništva, zato tudi izbor teh avtorjev, ki tudi na vse to opozarjajo. Torej, v prvi sobi Galerije mesta Ptuj stopimo v dialog med fotografom Gregorjem Radonjićem in slikarko Anjo Jerčič Jakob. Torej, Gregor nam prikaže njegov vtis krajine, pravzaprav opazujemo fotografije, ki prikazujejo, lahko že bi rekli, da opustošeno krajino, vsaj taki vtis nam daje. Te krajine delujejo zelo surove, a hkrati tudi mehke. In pravzaprav v teh njegovih krajinah vidimo ta stik kopnega in vode, kjer se je najverjetneje vse skupaj začelo, kot pravi naša evolucija. Tako da je zanimivo pa videti na drugi strani, torej slikarska dela večjih formatov izpod rok Anje Jerčič Jakob, saj je večina teh slikarskih del pravzaprav v črno-beli maniri. Ta tudi na nek način zanemarjena narava oziroma predstavljena je serija Poljske ostaline, kjer Anja upodablja polja pred zimo, na katerih se prerašča plevel, ter nekako nam daje vtis te neke zanemarjenosti, minljivosti, propada te narave. In ta narava pravzaprav se pred nami že prehaja v neke abstraktne forme. Zanimivo se mi je zdelo dati na črno steno njeno barvno upodobitev narave, barvni triptih, sicer brez naslova, ampak nam ta živost v
v tej upodobljeni naravi, ki jo je Anja naslikala, pravzaprav prikaže to, kar v naravi tudi sami občudujemo. Ta nenehni preporod, ponovno brstenje vsako pomlad, ko mogoče mislimo, da bo vsega konec, pa potem nam narava spet pokaže, da je močnejša od človeka. In to migetanje pravzaprav te narave zna Anja zelo dobro ujeti na svojih platnih. Potem v naslednji sobi imamo pravzaprav eno tudi zanimiv dialog, sicer med umetniškim tandemom Plateau Résidot in Tino Konec. Torej, Tina Konec nam predstavlja svoji dve seriji, Mangani in Orisi, kjer opažamo to njeno značilno risarsko maniro, kjer nam prikaže to podobo iglastega gozda, kot da bi gledali v tem gozdu v nebo in vidimo samo te iglice, ki se prepletajo med seboj. Te podobe pravzaprav zelo dobro izriše na svojih risbah, jih tudi plasti in v tej zadnji, ne zadnji sicer, ampak v tej seriji Mangani je pa potem tudi prešla na to, da te risbe pravzaprav vkomponira v LED panele, tako da dobi še en poseben učinek te svetlobe, ki sije skozi ta, tako rekoč, gozd. Te iglice oziroma ti iglavci nas pravzaprav malo spominjajo na neko tudi neke vrste surovo, ostro naravo, vendar kljub vsemu v njenih risbah dobijo mehke podobe, ki nam nekako prikazujejo neko olajšanje. Na drugi strani pa imamo video Subpersona Plateau Résidot, v katerem pravzaprav izpostavljata problematiko gozdov, njegovega ravnanja, saj vemo, da zaradi vpliva človeka se gozdni ekosistemi krčijo in to tudi vpliva pač na celotno pokrajino. Slovenija kot zelo gozdnata država se lahko sicer v tem verjetno pohvali, da dobro delamo z našimi gozdovi in to tudi želita ona dva pokazati v tem. Saj so vmes med samimi posnetki tudi pogovori z temi gozdarji, z ostalimi, ki nekako vzpostavljajo neke mehanizme, kako ravnati z gozdovi in kako jih regulirati, da se nekako ustvarja vedno znova ta ekosistem. Sčasoma bomo umrli tudi mi, ne bomo koj, ampak to je res ena taka stvar, ki jo ljudje, sploh v kakšnih večjih mestih, sploh ne znajo ceniti. No in potem pridemo v to veliko sobo, kjer se pravzaprav podamo v čisto neko drugo krajino, lahko bi rekli, da se podamo med rastlinje. Kot prvega bi izpostavila Jernea Forbicija, ki je pravzaprav v svojem slikarstvu vedno nekako opozarjal na te ekološke katastrofe in okoljsko problematiko. Tukaj sta razstavljeni dve sliki iz njegove slikarske serije Vzemite svoje sranje domov oziroma smeti, tukaj se navezuje na smeti. In v tej seriji torej pravzaprav opažamo te čudovite krajine, kjer so
nameščeni kupi smeti. Kot tudi sami vemo, je to eden izmed velikih problemov zadnjega obdobja, saj nas te smeti pravzaprav vedno bolj obraščajo in vedno več jih je in jih ne znamo več dobro regulirati. Na podlagi tega je Jernej pred leti pravzaprav tudi si ustvaril neko vizijo, kaj se bo z našim planetom zgodilo oziroma kako se bo naša narava obnašala. In na podlagi teh nekih videnj je ustvaril eno zanimivo pravzaprav prostorsko instalacijo, bi lahko rekli. Torej, ustvaril je herbarij, kjer je pravzaprav z epoksijem prelil različne travniške rastline ter jih nekako ohranil pred propadom, saj meni, da bi se znalo zgoditi, da bodo prihodnje generacije lahko opazovale naravo, ki jo danes seveda še lahko vidimo, samo v muzejih ali galerijah, in zato je pač tudi on tukaj naredil neke svoje vrste herbarij, ter ga tudi in je tukaj predstavljen z tole vitrino za menoj, kjer so tudi v epoksiju različne rastlinje. V tej sobi imamo na drugi strani fotografska dela Tilje in Mucik. Torej, mlada fotografinja nekako v svojih fotografijah vedno ujame rastline in rastlinja. Sploh ta zadnja serija rastlinsko je tudi z samega tehnološkega vidika izredno zanimiva, saj pravzaprav z to eksperimentalno fotografijo doseže podobe v podobi. Torej, na samih rastlinah ustvari nov motiv rastlin in potem te fotografije tudi so zraven predstavljene. Tako da imamo še enega avtorja, ki pravzaprav ujame to rastlinje v epoksiju ponovno, zraven so pa potem fotografije teh drugih podob, ki so se ujele na tem rastlinju. In tudi tukaj ustvari pravzaprav neke drugačne vrste herbarij in nekako poskrbi, da te rastline pravzaprav bomo še vedno lahko tudi naši zanamci opazovali in občudovali. Na koncu prostora pa imamo kiparsko postavitev Stanje nedolžnosti Nine Koželj, kjer se pravzaprav postavimo v čisto drugo perspektivo, ne samo obiskovalca, ampak tudi v dialogu z tem rastlinjem, ki je v tej sobani. Saj tole kiparsko postavitev pravzaprav sestavlja 5 velikih zvončkov, ki so narejeni iz aluminija, ter so tako veliki, da smo pravzaprav mi kot obiskovalec se znajdemo pod njimi. Torej jih lahko opazujemo z druge perspektive, ki jih pravzaprav drugače sploh ne moremo opaziti z tega vidika. Tako da tudi tukaj se mi zdi, da se Nina lahko na nek način poigrava z vprašanjem, kaj bi se zgodilo, če se bi te vloge obrnile. Torej, kako bi se narava oziroma rastlinje do nas obnašalo, če bi bili močnejši ali pa v neki drugi vlogi. Zdaj, ti zvončki imajo še eno drugo zanimivo lastnost, in sicer v njihovih cvetovih se skrivajo majhni zasloni in kamere, tako da
se lahko obiskovalci med seboj spoznavajo pravzaprav, ko z svojimi radovednimi pogledi pogledujejo v cvetove. Tako da še ima en drug vidik, kjer pač tudi gledalca nekako spodbuja, da postane del te zgodbe in ga povabi k raziskovanju. V predzadnji sobi imamo še en video Plateau Résidoja, Terra Ignota, kjer se navezujeta na to izginjanje živalskih in rastlinskih vrst, na to izumiranje. Torej vsi kadri v tem videu so posneti v Sloveniji, v različnih tudi inštitucijah ali pač kot recimo Narodni muzej, tudi živalski vrt in podobno. In je zelo dobro vse nekako speljano z tole glasbo, ki vpliva res na naše čute. Tako da se ob tem videu pravzaprav začnemo razmišljati še dodatno, kako človek vpliva na naš planet in na samo naravo. Kot zadnje dejanje oziroma zadnja soba pa se nam potem pravzaprav pred našimi očmi pojavi svetišče Mateje Kavčič, ki je to prostorsko instalacijo naredila posebej za omenjeno razstavo. Torej, Mateja že vrsto let pravzaprav nabira močvirsko travo, jo suši in iz nje ustvarja različne inštalacije. In med drugim je tukaj naredila to instalacijo, ki jo je poimenovala svetišče. Torej, ko vstopimo v sobo, prvo v naše nosnice šine vonj te suhe trave, tako da nekako zaznamuje vse naše čute, ne samo vidnega polja, tudi vonj. Slišimo tudi, sploh ko stopimo v to svetišče, rahlo premikanje te trave. In ta prostor, pravzaprav to svetišče, ki ga je ustvarila, želi vzpostaviti stik z gledalcem, z obiskovalcem, saj ga nagovarja, da naj v njega vstopi in si vzame v njem čas, da meditira, da razmisli sploh o tem, kaj je tekom razstave videl, ali se bo ponovno podal v naravo, vzpostavil neko ponovno vez z njo ter postal zagovornik narave, kot so vsi ostali umetniki, ki so tukaj predstavljeni.